Ja, točk ključnih in najbolj izpostavljenih je bilo 7. Naše stališče Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s pooblastili tudi ostalih ministrstv, ker se niso dotikale točke samo vsebine, za katero smo mi odgovorni. Smo prepričani, da smo dosegli kompromis, kajti to so pogajalske izhodišča, da moramo se pogajati in na koncu se skupaj odločiti, kar ne pomeni, da je vedno odločitev najboljša ali pa najbolj všečna za vse interesirane v pogajalskih izhodiščih, pa vendar menimo, da do ciljev skupnih smo prišli, realizirani so v večini v celoti, kolikor so bila pogajalska izhodišča tudi podana na mizo. Definitivno pa z današnjim podpisom se naše delo ne samo nadaljuje, ampak tudi na drugačen način začne skozi pogovore in tvorno sodelovanje. Ste lahko morda malo bolj konkretni? V kakšnem primeru? Čisto pri vseh pogajalskih točkah, ki so bile bodisi od OMD izplačil za obdavčitve, bodisi za umeščanje suhih zadrževalnikov v okolje in prostor, bodisi kar se tiče pristojbin za gozdne ceste. Čisto na vsaki točki smo se resno zavzeli, pregledali, kaj je možno v tako kratkem času storiti, in tisto, kar ni možno, pa moramo komaj poglavja odpirati obsežno in ugotoviti, kje so možnosti sprememb, kje so možnosti pa, da glede na zahteve nadaljujemo po taki poti, ampak skozi analizo, skozi vsebine, skozi konkretne zapise, da lahko imamo argumente, zakaj je to potrebna sprememba, kar so bila v bistvu pogajalska izhodišča. Mene pa še zanima, zdaj so se kmetje naredili korak nazaj, jutri protesta ne bo, ampak znotraj te, bi rekel, ne zveze, ampak med kmeti, ni nekako enakega razumevanja do tega dogovora. Nekateri so prepričani, da ste jih po domače, tako so oni rekli, nategnili, ne? In da se ne boste držali tega, kar ste se dogovorili. Kako jim odgovarjate? Jaz bi rekla, da so ravno tokrat dokazali vse kmetijske organizacije, njihovi predstavniki, da so naredili korak naprej, na skupno pot, na tvorno sodelovanje, na pogovore, na možnosti sklepanja kompromisov, in na ta način, da sem lahko najbolj ponosna, da smo uspeli skupaj zakorakati proti istim ciljem, kar je pridelati na dostojen način varno hrano in da lahko umestimo čisto vsakega, ki je ključen v verigi za preskrbo s hrano, da ne delujemo na način s figo v žepu, ampak da ustvarimo medsebojno zaupanje in sodelovanje. In na ta način bomo nadaljevali našo pot, ne glede na to, da so se izkazala nekatera nezadovoljstva, pa se vemo, da je težko doseči, da bomo vsi zadovoljni ali pa vsi enako zadovoljni, ampak moramo pogledati tudi ne samo enega drevesa, ampak cel gozd in razumeti, zakaj so določeni ukrepi in koraki potrebni, in da v takem sistemu in na način, ko želimo dobiti najboljše rešitve za večje skupine ljudi, ne moremo gledati na posameznika, ampak za skupno dobro.